V imenu Boga Očeta in Sina in Svetega Duha, amen. Drage sestre, dragi bratje, v cerkev smo prišli po spodbudo. Spodbudna vrstica iz Svetega pisma, ki je kot sijoč dragulj sredi knjige žalostink, pravi: dobro je mirno čakati na rešitev Gospodovo. Značilnost človeške narave je, da ne maramo čakati. Stvari in odgovore hočemo imeti takoj. Tudi če se kaj zgodi hitro, je prepočasi. Smo del sodobne instant družbe. Čakanje nas jezi, ker smo nepotrpežljivi in raje uberemo nevarne bližnjice. A ravno čakanje je krščanska vrlina. Čakati pomeni zaupati. Samo takšno čakanje je dobro čakanje. Zapišimo si to v srce. Dobro je mirno čakati na rešitev Gospodovo. Bog nas ne pusti čakati, razen če vidi, da je za nas dobro čakati. Pri čakanju ni pomembno, kaj dobimo na koncu čakanja, ampak kaj med čakanjem postanemo. Zato slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. Amen. Prisluhnimo obvestilom. Jutri v ponedeljek ob 19. uri je molitveno srečanje v cerkvi. Srečanje je priložnost, da sebe in ostale osebno priporočimo v molitvi Bogu. V sredo ob 19. uri je v cerkvi preučevanje Svetega pisma z možnostjo diskusije in vprašanj. Tema je človek, ki se je naveličal živeti. Duhovnica Katja Brkič Golob danes pridiga v evangeličanski cerkveni občini Murska Sobota, kjer nadomešča duhovnika. Posebno obvestilo. Naslednjo nedeljo 19. oktobra bogoslužje ob 10. uri odpade. Res, odpade. Ker je isto nedeljo ob 19. uri zvečer Trubarjada 2025. Smo si zapomnili, danes teden bogoslužje ob 10. uri odpade, ker je isti dan ob 18. uri je Trubarjada. Ob 18. uri zvečer je Trubarjada, torej danes teden. Dopoldansko bogoslužje in verouk se nadomestita s Trubarjado. Trubarjada je del veroučne vsebine, zato je prisotnost otrok na njej obvezna. Dan reformacije, ki je državni praznik, je naš največji cerkveni praznik, tako kot Božič, Velika noč, Binkošti. Zato naprošam, da se Trubarjade udeležimo vsi in s tem izkažemo svojo pripadnost cerkvi in spoštovanje do bratov in sester, ki bomo kot nastopajoči v to vložili veliko časa in truda. Predvsem povabimo na Trubarjado ostale zainteresirane, kajti prišlo jih bo toliko, kolikor jih bomo povabili. Na Trubarjado so povabljeni tudi predstavniki družbeno-političnega in verskega življenja, zato se je udeležimo, da bo cerkev polna. Ob obeh izhodih so vabila za osebna povabila, digitalna vabila pa bomo dobili po elektronski pošti in jih lahko potem posredujemo dalje svojim prijateljem. Hvala za vaše sodelovanje. Trubarjada je namenjena tudi praznovanju 350-letnice izgradnje najstarejšega dela naše cerkve, ki je bil zgrajen davnega leta 1675. Torej letos praznujemo tudi 350-letnico gradnje, končanja gradnje najstarejšega dela te cerkve iz leta 1675. Da skrajšam, torej danes teden dopoldan bogoslužje odpade, ker imamo ob 18. uri zvečer Trubarjado in dobrodošli vsi. Danes je tudi zadnji dan za prijavo za Trubarjevo bralno značko. Prejšnji in novi udeleženci se lahko prijavijo profesorici Suzani Krvavica.
Naslednjo sredo, 22. oktobra ob 19. uri bo v cerkvi v sklopu Dneva reformacije javna prireditev z naslovom Slovenska religiozna nabožna poezija od Primoža Trubarja dalje. Tako ste dobrodošli tudi takrat v čim večjem številu in povabimo tudi ostale. Pred praznikom reformacije prihajajo v cerkev na voden ogled tudi šole. V torek 14. oktobra ob 9:30 dopoldan, ob 9:30 dopoldan bo v cerkveni čajarni srečanje namenjeno starejšim vernicam. V soboto 18. oktobra bo v cerkvi zabavna in zanimiva otroška delavnica za vse veroučne otroke in za vse ostale otroke izven cerkve. Prijave zbira Tjaša Golobič Štucin. Lahko se prijavite tudi elektronsko. Isto soboto bo organizirano tudi čiščenje cerkve in cerkvene hiše. Prijavite se lahko Mariji Barborič. V nedeljo 19. oktobra ob 10. uri bo v evangeličanski cerkvi Puconci v Prekmurju bogoslužje poimenovano Evangeličanka, namenjeno ženskam v cerkvi. Poleg Trubarjade pri nas v Novem mestu bo 22. oktobra ob 18. uri slovesnost ob dnevu reformacije tudi v evangeličanski cerkvi Maribor, 27. oktobra ob 18. uri v gledališču Park v Murski Soboti v organizaciji Slovenskega protestantskega društva Primož Trubar in evangeličanske cerkve Murska Sobota, 30. oktobra ob 20. uri v Cankarjevem domu v Ljubljani pod pokroviteljstvom Republike Slovenije in 31. oktobra na sam praznik ob 19. uri pa še na Trubarjevi domačiji na Rašici. Veliko se je vsega nabralo, je pač mesec reformacije, državni praznik ali dela prost dan, dan reformacije in zato smo tudi mi veseli, da bomo lahko danes teden, kot sem že rekel, ob 18. uri zvečer na Trubarjadi počastili ta pomemben mejnik v zgodovini cerkve in družbe. Zapeli bomo skupno pesem Bog velik si.
Izvolite sesti. Biblično vodilo na današnjo nedeljo je: zmaga, ki premaga svet, je naša vera. Prisluhnimo še poeziji iz 73. psalma. Psalmi so pesmarica Svetega Duha. Jaz bom vedno s tabo. Prijel si me za desno roko, s svojim nasvetom me vodi, potem pa me vzemi v slavo. Koga imam v nebesih? Če sem s teboj, si ničesar ne želim na zemlji. Božja bližina je dobrina zame. V Gospoda Boga sem postavil svoje zatočišče, da bi pripovedoval o vseh tvojih slavnih delih. Vabim k priznanju grehov. Najsvetejši, usmiljeni in sočutni Bog Oče, daj nam v srce Boga boječo žalost, ki rodi resnično kesanje in vodi v večno življenje. Naša vera hrepeni po poživitvi, zato se sklanjamo pred tabo in te prosimo, da nas napolniš z veseljem do tvoje besede. Žal nam je, ker smo preveč sledili svojim načrtom in željam srca. Globoko se ti opravičujemo, ker je minilo toliko časa, odkar smo tvoje ime izgovorili z navdušenjem. Odpusti nam našo ravnodušnost in brezbrižnost. Hvala ti, ker nas kljub temu objemaš s toplino svoje milosti. Hvala ti, ker nam zaradi greha ni treba obupati in se utapljati v krivdi, saj zadostuje prošnja. Gospod, usmili se mene grešnika. Jagnje Božje, ki odvzemaš greh sveta, usmili se, Kristus, usmili se. Besede milosti in slavospev razveseljujejo našo dušo rekoč: ne boj se, ljubljenec Božji, mir s teboj, bodi močan, da, bodi močan. Prerok Daniel, 10. poglavje, 19. vrstica. Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so mu po volji. Vabim k molitvi. Gospod, daj, da bomo v kaotičnem svetu ohranjali tvoj sveti mir in se popolnoma predali tvojemu božanskemu času. Naj vse novice sprejmemo z zaupanjem vate, čeprav je čakanje boleče. Upravljaj naše misli in čustva, da se bomo učili moliti, verjeti, upati, trpeti, odpuščati in ljubiti. Pomagaj nam tudi jutri, da ne bomo zmedeni, ko se bomo morda soočili z bolečino in novimi izzivi. Naj bo to priložnost za globlje spoznavanje tebe. Odpusti nam, ker dvomimo v tvojo ljubezen in skrbnost. Upanje, ki ga ti daješ, zadostuje, tudi če je naše majhno srce prestrašeno. Pomagaj nam doumeti, da je dobro mirno čakati na tvojo rešitev. Naj se ne zadovoljimo s hitrimi rešitvami. Naj dojamemo, da čakanje na tvojo rešitev ni izguba časa. Naše oči so uprte vate, ker si Bog naše rešitve. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. V nadaljevanju bomo slišali berilo, zdaj pa zapojmo skupno pesem, ki pravi: Zemlja vsa. Można mu tak nasiedzieć.
Izvolite sesti. Zaradi vlage malo prekinja, tako da ne moremo pomagati. Današnje berilo je iz pisma Rimljanom 10. poglavje 9. do 13. vrstica. Kajti, če boš s svojimi usti priznal, da je Jezus Gospod in boš v svojem srcu veroval, da ga je Bog obudil od mrtvih, boš rešen. Srcem namreč verujemo in tako smo deležni pravičnosti, z usti pa izpovedujemo vero in tako smo deležni odrešenja. Saj pravi pismo, kdorkoli vanj veruje, ne bo osramočen. Ni namreč razločka med Judom in Grkom, kajti isti je Gospod vseh, bogat za vse, ki ga kličejo. In res, kdorkoli bo klical Gospodovo ime, bo rešen. Te dni sem na televiziji gledala film z naslovom Bog vendarle obstaja. Zgodba pripoveduje o učiteljici zgodovine na srednji šoli, ki med poukom odgovori na učenkino vprašanje o Jezusovem nauku. Ker je bila učiteljica kristjanka, je njen odgovor izhajal iz njene osebne vere. A to, kar je bilo mišljeno kot spoštljiv in iskren odgovor, je kmalu sprožilo burne odzive. Dogodek je prišel v javnost, mediji so ga razpihali, starši so se pritožili. Učiteljica se je znašla sredi viharja obtožb. Lahko bi se izognila sodišču, če bi se le opravičila in obljubila, da nikoli več ne bo omenjala imena Jezus. Vendar tega ni želela storiti. V javnosti so jo sramotili, novinarji so jo napadali, prijatelji so se oddaljili. Zdelo se ji je, da se je ves svet obrnil proti njej. V najtežjih trenutkih je celo pomislila, da jo je zapustil Bog. Preden povem razplet zgodbe, bi želela k razmisleku pozvati nas. Dragi zbrani, kolikokrat je tudi naša vera na preizkušnji? Sveto pismo nas poziva, da vero izpovedujemo in da skladno s tem tudi živimo. Vendar to ni vedno enostavno. Danes je biti kristjan pogumno in zahtevno dejanje. Vrednote, kot so ponižnost, zvestoba in odpuščanje, so pogosto postavljene ob stran. Biti pošten, pomagati drugim, ni vedno najbolj priljubljeno. Če pa hkrati še poveš, da verjameš v Boga in zaupaš temu Bogu, si pa itak čuden in nerazumljen, lahko se ti celo posmehujejo. Omenjena zgodba se zanimivo razplete. Na sodišču se izkaže, da učiteljica ni storila nič narobe, govorila je spoštljivo in strokovno. Počasi se začne razkrivati tudi, da so jo mnogi obsojali brez pravega razumevanja, zato se javno mnenje obrne v njeno korist. Ko sodišče razsodi v njen prid, učiteljica hvaležno spozna, da je bil Bog ves čas ob njej, tudi takrat, ko se ji je zdelo, da je pustil. Sporočilo upanja se torej glasi: čeprav pot vere ni vedno lahka, Bog nikoli ne pusti pravičnih samih. Njegova pravičnost pride v pravem času. In tisti, ki vanj zaupajo, na koncu nikoli niso osramočeni. Zato pogumno vztrajajmo in kličimo Gospodovo ime, saj je naš Bog zvest svojim obljubam, vreden, da ga slavimo in se mu v vsakem trenutku zahvaljujemo. In vabim nas, da skupaj z iskrenimi srci pojemo naslednje pesmi. Dajmo čast Jezusu.
Trenutki prav ti pojem, Gospod, ljubezen izražam ti, Jezus. Trenutki prav ti dvigujem roke, prepevati pesem srce. Ljubim te, moj Gospod, ljubim te, moj Gospod, ljubim te, Gospod moj, ljubim te. Trenutki prav ti pojem, Gospod, ljubezen izražam ti, Jezus. Trenutki prav ti dvigujem roke, prepevati pesem srce. Ljubim te, moj Gospod, ljubim te, moj Gospod, ljubim te, Gospod moj, ljubim te. Ljubim te, moj Gospod, ljubim te, moj Gospod, ljubim te, Gospod moj, ljubim te, Gospod moj, ljubim Bog, hvala ti za tvojo prisotnost v naših življenjih. Hvala ti za tvojo neizmerno ljubezen, za tvojo žrtev in vse, kar si storil za nas. Hvala, ker kljub temu, da si tako velik in mogočen, lahko v vsakem trenutku pridemo k tebi. In mi prav danes, v tem trenutku, stojimo tu pred teboj in ti prinašamo naša srca, da jih napolniš svojo ljubeznijo, svojim duhom. Jezus, slava in čast na veke vekov. Amen. Sledi utrinek za otroke. Utrinek za otroke, bravo. Lahko še kdo pride? Še od zgoraj? Super, krasno. Nekaj posebnega imamo danes. Zelo lepo je v tej otroški cerkvi, ne? Se takoj počutimo mladi. Dobro, da nam povprečje popravijo. Danes imam za vas nekaj posebnega. V cerkvi imamo eno knjigo, ki se imenuje Sveto pismo. Kako še drugače rečemo? Ali Biblija, bravo. Ampak jaz imam danes s sabo drugačno Sveto pismo oziroma Biblijo. Brez črk, brez da bi jo brali, ampak bomo samo gledali in ravno tako razumeli. In to Sveto pismo, ki ga imam danes s sabo, razumejo lahko tudi v Južni Koreji, v Braziliji, na Japonskem, v Keniji, v Srbiji, Ukrajini in tudi v Sloveniji. Boste videli, je to možno?
Poglejte, kakšno Sveto pismo imam. To je moje novo Sveto pismo. Če dalje starejši sem in bom lahko imel takšno Sveto pismo. Da se obrnem k vam, da gledate to Sveto pismo. Kar nekaj listov ima ta Biblija, ampak vse nam pove. Tisto najpomembnejše bomo zvedeli. Na začetku pravi v Svetem pismu, da je Bog ustvaril kaj? Nebo in zemljo, torej vse. In vse je bilo zelo lepo. In vse to, kar je zelo lepo, je označeno v mojem Svetem pismu in vašem Svetem pismu, bom tudi dal veroučiteljicam, da boste še kdaj ponovili, je zeleno, lepo, zelena trava, zeleni gozdovi, čist zrak, krasno. Evo, zelena barva, začetek Svetega pisma. Potem pa, ko je Bog ustvaril človeka, Adama in Evo, se je nekaj zgodilo. Sta ubogala ali nista ubogala? Ne, nista. Kako temu rečemo? Greh ali nekaj lepega? Greh. In greh v mojem Svetem pismu, ki nima črk, je označen s črno barvo. Tudi to je lepa barva, ampak v tem primeru označuje nekaj nelepega. Torej črna barva, zgodil se je greh. In potem je nastal problem in v nebesi so se odločili, da iz neba, ki ga označuje modra barva, pošljajo na svet koga? Jezusa, odrešenika, Božji sin se je učlovečil. Jezus Kristus je prišel na prvi božič iz neba k nam in je umrl na križu in tam je prelil svojo dragoceno kri za odrešenje naših grehov in ta kri označuje kot čistilno sredstvo. Vidite, da to Sveto pismo govori, tudi če nima črk. In črna barva je prekrita zdaj z belo in je vse postalo čisto, lepo, svetlo, jasno, enkratno. In zato lahko gremo v zlata, sijoča, čudovita, svetleča, topla nebesa, ko umremo. Torej, Sveto pismo smo šli čez cel načrt Božjega odrešenja. Zelena, stvarjenje, padec v greh, črna, iz nebes pride odrešenik, Jezus Kristus rojen, umre na križu, prelije svojo kri za naše odrešenje, črna barva in grehi se spremenijo v belo srce, kot rečemo slikovito, in zato lahko gremo v zlata, sijoča, čudovita nebesa. Torej v nebo. Ste si zapomnili? Krasno, sem zelo vesel. Vidite, kakšno Sveto pismo ste danes poznali. Pa bom tebi dal, da boš lahko odnesel tam k verouku, pa boste spravili in morda še ponovili. Vse dobro še naprej. Pred Božjo besedo pa bomo prebrali še kolekto. Some
V imenu Boga Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Dragi prisotni, tudi mi se lahko učimo iz te otroške Biblije. Zelo zanimiva zadeva. Ali ste se kdaj ustavili sredi vsakdanjega vrveža in si rekli: Gospod, kje si? Govoriš mi, pa te ne slišim. Ob meni si, pa te ne vidim. Tudi danes prihajamo pred Boga kot ljudje z vprašanji in dvomi, pa tudi z upanjem. Vsak izmed nas prinaša svojo zgodbo, svoje breme, pa tudi svojo hvaležnost. In prav tukaj, v skupnosti verujočih, v tišini srca in moči Božje besede, se želi Bog srečati z vsakim izmed nas. Ni naključje, da smo danes tukaj. Bog nas je poklical. Njegova beseda ni zgolj zgodba iz davnine. Je živa, močna in namenjena prav tebi in prav meni, tukaj in sedaj. Zato odložimo skrbi, utišajmo notranji nemir in prisluhnimo, kaj nam želi povedati danes Bog skozi njegovo besedo. Današnji dogodek, ki ga bomo prebrali, je iz Stare zaveze, iz knjige Jozuetove, 2. poglavje, od 12. do 21. vrstice. Prosim, če ostanemo v branju Božje besede. Zdaj, prosim, me prisezita pred Gospodom, kjer sem jaz vama izkazala dobroto, boste tudi vidva izkazala dobroto hiši mojega očeta. Dajte mi zanesljivo znamenje, da boste pustili pri življenju mojega očeta, mojo mater, moje brate, moje sestre in vse, kar je njihovega, in da boste obvarovali naša življenja pred smrtjo. Moža sta je rekla: svojim življenjem sva poroka za vas. Če ne razglasite te naše stvari, ko nam bo Gospod dal deželo, ti zagotovo izkažemo dobroto in zvestobo. Potem jo je po vrvi spustila skozi okno. Njena hiša je namreč bila ob obzidju in ob obzidu je prebivala. Še jim je rekla: proti pogorju pojdita, da ne naletita na zasledovalce. Tam se skrivajta 3 dni, dokler se zasledovalci ne vrnejo. Potem pojdita po svoji poti. Moža sta rekla: oproščena bova te tvoje zahteve, s katero si naj zaprisegla, glej, ko pridemo v deželo, boš namreč to vrv iz škrlatnih vlaken pripela na okno, skozi katero si naju spustila dol. V tej hiši tedaj ob sebi zberi svojega očeta, svojo mater, svoje brate in vso hišo svojega očeta. Katerikoli bo stopil ven skozi vrata, njegova kri na njegovo glavo in midva sva oproščena. Vsak pa, ki ostane s teboj v hiši, njegova kri na najino glavo, če bo roka na njem. Če pa izdaš to našo stvar, sva prosta tvoje prisege, s katero si naju zaprisegla. Rekla je: po vajnih besedah naj bo. Potem ju je odpustila, da sta šla, in privezala je na okno škrlatno vrv. Blagor tistim, ki Božjo besedo poslušajo in se po njej ravnajo. Amen. Izvolite sesti. Tale dogodek, ki sem ga prebral, se začne s prvo vrstico v tem poglavju. Tako da si doma lahko preberete od 1. do 12. vrstice, da boste razumeli celi dogodek. Izraelci so bili po 40 letih pripravljeni vstopiti v obljubljeno deželo. Jozue, njihov novi voditelj, ki je nastopil po Mojzesu, je poslal 2 oglednika, da raziščeta mesto Jeriho, prvo veliko oviro v Kanaanu. Oglednika sta vstopila v Jeriho in prenočila v hiši Rahabe, ki je bila prostitutka.
To je bila premišljena izbira, da tujci v takem okolju ne bi vzbudili preveč pozornosti. Kralju Jerihe je to prišlo na ušesa, zato je poslal vojake k njej, da bi jih izročil kralju. Rahaba pa jih je pogumno skrila na strehi pod laneno slamo, da bi jih zaščitila. Celo zlagala se je in rekla, da sta odšla. S tem je vojake preusmerila drugam, dokler ni minila nevarnost. Rahaba je rekla oglednikom, da veruje v Boga Izraela. Rekla jim je, da so prebivalci Kanaana prestrašeni, ker so slišali, kaj je Bog naredil, kako je razdelil Rdeče morje in premagal mogočne kralje. Svojo vero je izpovedala z besedami: resnično Gospod, vaš Bog, je Bog zgoraj v nebesih in spodaj na zemlji. Zato jih je prosila, da ko bodo prišli zavzeti mesto Jeriho, da rešijo njo in njeno družino. Oglednika sta ji obljubila, da bo zaščitena, če bo izpolnila naslednje pogoje: naj ne izda njihovega načrta, naj njena družina ostane v hiši, naj obesi škrlatno vrv na okno kot znamenje. Rahaba je sprejela te pogoje in po noči jih je spustila po vrvi skozi okno mestnega obzidja. Oglednika sta šla varno in se vrnila k Jozuetu in mu sporočila, da je Bog že dal celo mesto in deželo v Izraelove roke. Zelo zanimiva in poučna zgodba iz Stare zaveze. Ravno ta zgodba lahko spregovori tudi nam danes. Bog uporablja drugačne, lahko bi rekli v človeških očeh, damo v navednicah, neprimerne ljudi za svoje delo. To je ena izmed najmočnejših in najbolj navdihujočih tem v Svetem pismu. Bog pogosto izbere tiste, ki jih svet ne bi nikoli izbral, da bi izpolnil svoje velike načrte. Bog uporablja drugačne ljudi zato, ker Bog gleda na srce, ne na zunanji videz. Ljudje pogosto izbiramo na podlagi izobrazbe, statusa ali preteklosti. Bog pa išče ponižno srce in pripravljeno. Bog izbira tiste, ki se čutijo nevredne, da pokaže svojo moč. Rahaba je popoln primer take osebe, poganka, ženska, v patriarhalni kulturi, vlačuga ali prešušnica, po človeških merilih totalno neprimerna za Božje delo. A ravno ona postane del Božjega načrta rešitve. Zakaj mislite, da je postala? Zato, ker je verovala. Bog pogosto izbere drugačne ljudi, zato da pokaže, da ni uspeh odvisen od človeka, ampak od Boga. Njena zgodba nas uči, da preteklost ne določa našo prihodnost, če verujemo in stopimo v zaupanje z Bogom. Apostol Pavel nam piše o Korinčanom takole: Bog si je izbral tisto, kar je v očeh sveta noro, da bi osramotil modre. Bog si je izbral tisto, kar je v očeh sveta slabo, da bi osramotil tisto, kar je močno. V Svetem pismu imamo veliko primerov, pa poglejmo nekatere primere. Rahaba, o kateri danes govorimo, poganka, prostitutka, pomagala je rešiti oglednike, ob tem pa je bila rešena ona in tudi njena cela družina. Postala je del Kristusovega rodovnika. Mojzes ubil je Egipčana, je cljav, bežal. Kljub temu je postal največji voditelj izraelskega ljudstva. Kralj David, najmlajši sin,
pastir. Postal je kralj po Božjem srcu. Gideon je bil iz najmanjšega rodu poln dvomov, a Bog ga uporabi, da premaga mogočno vojsko. Marija Magdalena je bila obsedena z demoni. Postala je prva priča Jezusovega ustajenja. Peter, navaden ribič, skozi njega Bog dela čudeže velike. V Svetem pismu najdemo še mnogo primerov, ki potrjujejo Božjo nečloveško izbiro. Kaj to pomeni za nas danes? Mogoče se počutiš neuporaben, grešen, premalo izobražen. Če imaš občutek manj vrednosti, si točno tak, kot ga Bog pogosto izbere. Bog ne išče sposobnih, On usposablja tiste, ki jih pokliče. Kateri pa so ključni pogoji, da te Bog uporabi? Vera. Rahaba ni poznala teologije, a verovala je v Boga Izraelovega. Pogum. Tvegaš, da storiš, kar je prav, tudi če je težko in nevarno. Ponižnost. Priznanje, da si brez Boga nemočen. Pripravljenost. Odprtost, da se odzoveš na Božji klic. Bog ne dela po človeški logiki. On izbira Rahabe, ne kralje. Pastirje, ne politike. Ribiče, ne rabine. Če misliš, da te Bog ne mora uporabiti, potem se spomni. Rahaba je rešila celo svojo družino. To pomeni, da tvoja zgodba ni še končana. Resnična vera je dejavna. Ni dovolj samo verjeti, prava vera se pokaže v dejanjih. Rahaba je primer žive dejavne vere. V odlomku, ki smo ga prebrali, vidimo, da Rahaba ni samo rekla, verujem v vašega Boga. Njena vera jo je vodila v konkretno dejanje. Tvegala je svoje življenje, življenje svoje družine, ko je skrila oglednika. Zaupala je, da jo bo Bog rešil, čeprav je bila poganka. Predala se je Božjem načrtu, zavezala se je Bogu. Njena dejanja so dokaz, da vera ni bila izrečena samo v besedah, ampak v življenju. Apostol Jakob v Novi zavezi jo izrecno omenja kot primer. Ali ni bila tudi vlačuga Rahaba prav tako opravičena iz del, ker je sprejela poslance in jih je odpravila po drugi poti? Kako je namreč telo brez duha mrtvo? Kakor je namreč telo brez duha mrtvo, tako je mrtva vera brez del. To pomeni, da vera, ki samo govori, a nič ne naredi, ni živa vera. Resnična vera vedno pripelja do dejanja, poslušnosti, žrtve in spremembe. Prava vera nas vedno nekaj stane. Rahabina dejavna vera ni bila udobna. Šla je proti svojem narodu, izpostavila se je nevarnosti, naredila je nekaj, kar bi jo lahko stalo življenja. To je prava dejavna vera, ko zaupaš Bogu bolj kot svojim okoliščinam in svojim strahu. Vera torej ne pomeni samo hoditi v cerkev, pomeni odpustiti, ko si prizadet, darovati tudi takrat, ko imaš malo, spregovoriti resnico, tudi če je neprijetna, zaupati Bogu tudi takrat, ko ne razumeš poti. Ali ste kdaj razmišljali, kakšna je razlika med mrtvo in živo vero? Mrtva vera samo govori, živa vera pa tudi deluje. Mrtva vera deluje samo v glavi, v mislih, živa pa zaupa v srcu. Mrtva ne prinese spremembe, živa pa vodi v novo življenje. Mrtva vera je pasivna, živa pa pogumna in aktivna.
mrtva vera se prilagaja tem svetu, živa vera se pa popolnoma predaje Bogu. Kako izgleda dejavna vera danes? Pomagaš človeku v stiski tudi takrat, ko sam potrebuješ pomoč. Moliš z nekom, čeprav se počutiš prazen. Ostaneš zvest v zakonu, službi, veri, ker zaupaš Bogu bolj kot svojim čustvom. Od Rahabe se lahko naučimo, da vera ni to, kar rečemo. Vera je to, kar naredimo, kjer zaupamo Bogu. Dejavna vera je tihi krik, ki pravi, zaupam ti Bog, tudi takrat, ko pričakujem hude posledice. Bog rešuje celotno družino. Božji blagoslov pogosto presega posameznika in se razširi na vse njegove najbližje. V Jozetovi knjigi smo brali, da Rahaba ne moli le za lastno rešitev. Poglejmo, kaj je rekla odglednikom. Zdaj prosim, da mi prisezita pred Gospodom, kjer sem jaz vama izkazala dobroto, boste tudi vi dva izkazala dobroto hiši mojega očeta. Njena prošnja je bila zelo konkretna. V njej se vidi ljubezen do družine. Bog se je na to molitev odzval z rešitvijo. Ko je mesto Jeriho padlo, je bilo rečeno, le vlačugu Rahabu in vse, ki so z njo v hiši, pustite pri življenju. Rahabina vera reši celo družino. Hebrejska beseda bet, hiša očeta, ni šlo le za posameznike, ampak za celotno družinsko skupnost. Ko je eden človek veroval in se zavezal Bogu, se je Božji blagoslov razlil na njegovo celo hišo. V Svetem pismu imamo mnogo primerov, kjer je Bog rešil celo družino. Noje, ki je hodil ves čas z Bogom, je bil v času potopa rešen on in cela njegova družina. Ko je Bog uničil Sodomo in Gomoru, je zaščitil Lota in njegovo družino. Pashalna noč, tam, kjer so bili podboji vrat pobarvani s krvjo jagnjeta, je bila rešena cela družina. Stotni Kornelij, on in cela njegova hiša prejemajo Svetega Duha. Paznik v Filipih, Pavel in Sila mu rečeta, veruj v Gospoda Jezusa Kristusa in boš rešen ti in tvoja hiša. Vsi, ki so to doživeli, so bili krščeni. Bog ni samo moj Bog. On se razodeva kot Bog Abrahama, Bog Jakoba in Bog Izaka. Torej, to je družinski Bog, ki deluje skozi generacije. To pomeni, da Božji blagoslov ni samo zate. Sega v tvojo družino, tvoje otroke in tvoje vnuke. Kaj to pomeni za nas danes? Če si edini kristjan v družini, tvoja vera lahko spremeni celotno hišo. Molitev za družinske člane nikoli niso zaman. Tudi, če še niso odrešeni, Bog posluša tvoje posredniške molitve za njih. Danes, da smo tukaj, je nekdo nekoč molil za nas in nam predstavil Boga kot zveličarja. Skozi današnji primer Rahabe lahko vidimo, da ko se nekdo v družini pokori Bogu, so preko njega blagoslovljeni tudi ostali člani družine. Bog danes še vedno rešuje cele družine, ne le posameznike. Škrlatna vrv, simbol odrešitve. Škrlatna vrv, ki smo jo omenili pri branju Božje besede, je zelo močan simbol odrešitve. Čeprav je del zgodovine, nosi globoko duhovno in preroško sporočilo, ki kaže na Jezusa.
Škrlatna vrv se pojavi, ko Rahaba pomaga oglednikom, ki ji dajo navodila, da naj priveže škrlatno vrv na okno. To bo znak, da tista hiša ni v nevarnosti, ampak je rešena. Škrlatna vrv je bilo znamenje, da tej hiši pripada odrešitev. Škrlatna barva ima v Svetem pismu poseben pomen. Simbolizira kri, daritev, očiščenje. Pogosto je v povezavi z odrešenjem in zaščito, je barva odrešitvene zgodovine. Od krvi jagnjeta do krvi Jezusa Kristusa na križu. Podobno, kot je bila škrlatna vrv pri Rahabi znamenje zaščite, je bila kri jagnjeta znamenje zaščite pri Izraelcih. Tam, kjer je bila kri na vratih, smrt ni vstopila. Tam, kjer je bila škrlatna vrv na oknu, je mesto uničenja obšlo hišo. V obeh primerih kri oziroma škrlatna vrvica pomeni, to pripada meni, to je rešeno. V Novi zavezi postane škrlatna simbolika še močnejša. Ste bili odrešeni z dragoceno krvjo Kristusa, brez madeža in brez greha. Tako, kot je škrlatna vrv rešila Rahabino družino, nas danes rešuje kri Jezusa Kristusa, ki je popolno jagnje, naš zavetnik in zaščita, naša pot iz greha, smrti in obsodbe. Vse, kar je bilo v hiši Rahabe označeno škrlatno vrvjo, je bilo varno. Vse, kar je v Kristusu označeno z njegovo krvjo, je rešeno zavedno. Rahaba ni samo verovala z besedami, ona je sprejela Božjo obljubo, delovala je po njej, zavezala je vrv na okno, predvsem pa je zaupala in je verjela Bogu. Škrlatna vrv je torej simbol poslušnosti, veri, znamenje, da verujemo v Boga in da naredimo, kar nam On naroči. Pa si poskušajmo odgovoriti vsak sebi na naslednja vprašanja. Ali je škrlatna vrv na mojem oknu? Ali zaupam Bogu, da me lahko reši? Ali me moja vera vodi v dejanje kot Rahaba? Škrlatna vrv ni bila samo kos vrvi, bila je izpoved, zaupam Božji besedi, pripadam njemu. Ta vera je rešila Rahabu fizično in duhovno. Tako kot je Bog pogledal na škrlatno vrv in rekel, tu hišo bom obšel pogube, bo tudi ob sodbi gledal na kri Kristusa in rekel, to življenje je moje, to je rešeno. Rahaba je zgodba o milosti, veri in odrešitvi. Čeprav je bila odrinjena od družbe, je bila sprejeta od Boga. Postala je celo del rodovnika Jezusa Kristusa. Rahaba je bila prababica kralja Davida in s tem upisana v rodovnik Jezusa Kristusa. Dragi sestre, dragi bratje, ko pogledamo zgodbo Rahabe, vidimo nekaj izjemnega. Bog uporabi najmanj verodostojno osebo, poganko, prostitutko, da postane ključna v njegovem načrtu odrešitve. Njena vera ni bila samo v besedah, pokazala se je v pogumu, poslušnosti in dejanju. In kar je najlepše, ni rešena samo ona, temveč tudi njena cela družina. Vse to zaradi škrlatne vrvi, preprostega preroškega simbola, ki kaže najprej na Kristusovo kri. Škrlatna vrv je postala prelomnica med uničenjem in rešitvijo, med sodbo in milostjo, preteklostjo in novo prihodnostjo.
Bog danes postavlja nam isto vprašanje. Ali si pod zaščito škrlatne vrvi Kristusove krvi? Ali si v Kristusu, ki je tvoja rešitev in tvoja varnost? Rahaba je slišala o Bogu in verovala, delovala, zaupala in bila rešena. Enako velja tudi za nas danes. Veruj v Jezusa Kristusa in rešen boš ti in tvoja hiša. Ne glede na tvojo preteklost, poreklo, grehe, dvome, Bog te vabi v svoje zavetje. Pridi k njemu z vero in naj tvoja škrlatna vrv postane živ odnos z Jezusom Kristusom, ki te varuje pred sodbo in ti odpira novo življenje. Ko bo prišel padec Jerihe, to je dan Božje sodbe, naj se sliši tudi zate in zame. To srce je moje. To življenje je pod krvjo Božjega jagnjeta. Ta oseba je rešena. In Božji mir, ki presega vsak naj varuje vaša srca in vaše misli v Kristusu Jezusu. Amen. Molimo. Dobri nebeški Oče, hvaležni smo ti za tvojo besedo, ki nas tudi danes uči in opogumlja. Hvala ti, da si z nami skozi zgodbo pokazal, kako tvoja milost doseže tudi tiste, ki so na robu izgubljeni ali prezrti. Hvala ti, da gledaš na srce, ne na preteklost. Daj nam vero, kot jo je imela Rahaba, da ti popolnoma zaupamo tudi takrat, ko je težko. Naj tudi naše življenje odraža tvojo ljubezen in moč od rešitve. To prosimo v Jezusovem imenu. Amen.
Draga Božja cerkev, preden gremo domov, skupaj lahko molimo najlepšo molitev vseh molitev, Jezusovo molitev, Oče naš, in na ta način izrazimo tudi to skupno občestvo. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime. Pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Saj tvoje je kraljestvo, tvoja je oblast in slava vekomaj. Amen. Sprejmimo še duhovniški blagoslov in ga odnesimo, kot smo slišali, v naše domove in kamorkoli gremo. Gospod naj te blagoslovi in te varuje. Gospod naj da sijati svoje obličje na tabo in naj ti bo milosljiv. Gospod naj dvigne svoje obličje na te in ti podeli mir. Amen.